Lepo pozdravljeni. Smo v tednu, ko je odmeval Miklavž, ki je prišel v naše domove, pa ne samo Miklavž, tudi drugi pomembni politični in manj politični dogodki. Komentirala jih bova v odmevu tedna s profesorjem dr. Žigo Turkom. Lepo pozdravljeni, gospod Turk. Lepo pozdravljeni. Torej, seveda najprej je odmevalo vprašanje glede na streljanje prejšnji teden, ali je Slovenija varna država. Poglejmo najprej, kako so predstavniki Nove Slovenije zahtevali parlamentarno obravnavo vsega tega, kar se dogaja. Država je poklicana za to, da skrbi za varnost državljanov. V Novi Sloveniji nas pa skrbi to, da je vedno manj Slovencev se čuti varne. V zadnji anketi Mediane kar 41% Slovencev meni, da ne živimo v varni državi, kar je zastrašujoče. In to je posledica tudi slabega menedžiranja in nenazadnje dogodkov, ki ste jih omenili. Prvi tak dogodek, recimo, je obračun mafijskih klanov v Sloveniji. Mi se sprašujemo, kaj bi se zgodilo, če bi recimo nek civilist prišel nekam v bližino. Drugo tako vprašanje pa se postavlja, če je policija vedela za načrt umora, zakaj ga ni kot pričo zaščitila, zavarovala. To je eno področje. Druga taka stvar, ki kaže na to, da policija zgublja ugled, je tudi zborovanje Albancev v BTC, v trgovskem središču, polnem ljudi, kjer so ustavljali promet, streljali v zrak in recimo tudi postavljali albansko zastavo na policijski avtomobil, kar je izraz nespoštovanja do uradnih oseb. Tretja taka stvar, ki nas pa v Novi Sloveniji že dolgo skrbi, je problem na jugovzhodni Sloveniji varnosti, ki se tiče romske populacije in večinske populacije. Tam smo v Novi Sloveniji že večkrat predlagali kar nekaj zakonskih predlogov, ki bi izboljšali to varnost. Koalicija je vse vehementno zanikala. Sami so povedali že v začetku letošnjega leta, da bodo se lotili tega, da že imajo pripravljene te postopke in zakonodajo. Do danes mi v Novi Sloveniji še nismo videli tudi ene črke na papirju, ki bi izboljšala to varnost. Doktor Turk, ali je Slovenija varna država? Ta teden se mi zdi, da je minister Poklukar hodil od televizije do televizije in ponavljal stavek Slovenija je varna država. Moj občutek je, če bi Slovenija bila varna država, mu ne bi bilo treba hoditi po televizijah in ponavljati tega stavka, ker bi bilo to v zraku oziroma bi se to vedelo. Dejstvo je, da je opaziti, da nek red vse splošno nekako popušča, da se ljudje vedno manj držijo vseh mogočih pravil. Ne gre samo za takle velik kriminal ali pa velike izgrede, kot jih videvamo, ali pa za romsko problematiko. Gre za povsem banalne stvari, tudi kako se ljudje obnašajo v prometu, kako se vozi čez rdečo luč, kako se zatrpa parkirišča, kako se, ne vem, če potrobaš nekomu, ki gre čez rdečo luč, kolesar v napačno smer, in mu potrobaš v smislu, lej, komaj sem te opazil, ne, in ti potem pokažeš sredinca nazaj. No? Torej, jaz imam občutek, da se stvari slabšajo, da ljudje opažajo nekako, da se pravil ne držijo tisti na vrhu, da riba smrdi pri glavi in si potem tudi sami jemljajo vedno več, kako bi rekel, pravic, ki pa gredo dostikrat čez rob. Če je Slovenija varna država, jaz imam občutek, da se žal tudi nekateri lumpi v Sloveniji počutijo zelo varno in to gotovo ni varnost, kakršno si želimo. No in to je res, ne? Kajti prav danes so aretirali nekatere izmed teh ljudi domnevno vpletenih v ta uboj pred enim tednom, vendar potem lahko beremo, da so to neki posamezniki, ki so pravzaprav na Interpolovi listi, pa se potem očitno stanujejo, nahajajo v Sloveniji. Tudi tu je veliko vprašanje, kaj se pravzaprav dogaja, da ljudje z Interpolove liste prosto hodijo in stanujejo tukaj. Ja, Slovenija je bila zanje varna država. Ja. Do tega trenutka, ko so očitno ljudje malo zaropotali, ko je opozicija zaropotala in se je policija zganila. Jaz bi si želel, da policija deluje na način, da ni treba nanjo pritiskati, da ni treba opozicijo opozarjati na to, da se kaj zgodi.
Ta Interpolova lista gotovo ni prišla ta oseba na to listo pred nekaj dnevi. No pa tudi recimo tole, če gledamo tole albansko razgrajanje v BTC-ju. Čas je pred prazniki, kupujemo darila, gremo v BTC z otroki, pa predstavljate, da se znajdemo tamle, kjer je to vpitje, streljanje v zrak, čeprav z neko pištolo, strašilno ali kakršnokoli, to straši ljudi. Ja, nekdo je rekel, da če pripelješ v državo ljudi druge kulture, potem prineseš s seboj tudi probleme te druge kulture oziroma navade te druge kulture. Jaz bom rekel, voščim Albancem za njihov praznik, karkoli so že praznovali, tudi če je bilo to majčkeno bolj burno in če bi bilo to v nekem, kako bi rekel, na nekem prostoru, kjer ne moti drugih, ne bi imel absolutno nič proti. Tudi mislim, da ni bilo poročil, da bi kogarkoli od civilistov, od obiskovalcev, od tistih, ki so šli v BTC po nakupih, nadlegovali. Naredi pa slab vtis to, da so nonšalantno na policijski avto postavili oziroma pritrdili albansko zastavo in da se ni nič zgodilo. To majčkeno spominja na tiste huligane v garažni hiši, ki smo jih gledali pred nekaj meseci, ki so tudi na nek način ponižali policijo. In če želimo živeti v državi, kjer red dela samo policija, kjer ima monopol nad nasiljem samo policija, potem si želimo, da je ta policija spoštovana, da dela po zakonu in da ji taki in drugačni huligani ne jemljajo ugleda. Jaz sem prepričan, da tudi policija, tista, kako bi rekel, uniformirana, tista, ki je pod vrhom piramide, pod vrstvom vodstva, si želi, da bi imela neko spoštovanje in si želi tudi možnosti, da to spoštovanje vzpostavlja. Jaz nimam do zdaj občutka, da bi množično ta, bom rekel, delovni del policije, če temu tako rečem, delal kaj narobe, se pa bojim, da ima neka navodila oziroma da se vzpostavlja neka psihoza, neke okoliščine, ko nikomur več ničesar ne smeš narediti, ker imaš potem same probleme. Razen eventuelno, če je kakšno zborovanje SDS-a, tam pa ni takih težav. Ja, tam pa bomo spet prihodnji teden gledali, kaj bo v Celju, kdo se bo s pištolo za pasom sprehajal, pa v puloverju, pa v kavbojkah. No, sej to je res grozno. Ampak vendarle, kaj si lahko obetamo, kar imenujete vrh? Prav zdaj beremo, da sam vrh policije pa ni bil postavljen zakonito, domnevno nezakonito ali kakorkoli pač. Kaj si zdaj lahko obetamo? To je spet ena, če milo rečem, žalostna zgodba, Veste, če vi nastavite, ne vem, direktorja nekega javnega podjetja, vodovod Snaga, pa so vmes kakšne nepravilnosti, je vmes kakšna nezakonitost, mislim, ni to konec sveta, Ampak policija, ki naj bi pa simbolizirala spoštovanje zakonov, zakonitost, red, tukaj bi pa moralo biti vse, bom rekel, brez problema in če imate vi v verigi postopkov, ki pripeljajo do tega, da je nekdo imenovan, v tej verigi en člen, ki je nezakonit, je ta veriga prekinjena, je vse skupaj neveljavno, pa če se pravniki še tako poskušajo umetelno izgovarjati na, bom rekel, take in drugačne fraze. Vsaj pri takih imenovanjih, na vrh nekega represivnega aparata. Ne samo, da morajo biti stvari zakonite, tudi videz zakonitosti mora biti zato, da ljudje tej policiji verjamejo, ker če ne verjamemo policiji, če ne verjamemo v to, da ima policija edina monopol z nasiljem oziroma s silo vzdrževati nek red, potem red razpade. In tega bi se morala ta oblast zavedati. Jaz sem občutek, da se tega tudi tiste stranke, ki so na oblasti za nekaj daljšo zgodovino, z nekaj daljšimi izkušnjami, za nekaj več politične modrosti zavedajo. SD pravi, dajmo ponoviti razpis in ga narediti, bom rekel, brez pripomb, brez problema.
Ampak tukaj imamo še dve drugi stranki, ki pa gresta oziroma sta pripravljeni iti z glavo skozi zid oziroma demonstrirati moč, ne, v smislu, kaj nam pa morete. Ne. Seveda ga bomo imeli. Ne, direktorja policije. Goloba, ne, ja. Tako kot smo imeli Goloba. Ne. Ja, In to pomeni, da vrh države, vrh politike, ne, prispeva oziroma potiska Slovenijo v smer nekega kaosa, ker ljudem ne smete zameriti, ne, da potem taki policiji, ki ima dvojna merila, iz katere se je dopustno norčevati, da taki policiji ne bodo verjeli, da se bodo taki policiji začeli upirati. In tega nočemo. No in še več kot to, ne? V tem propagandnem intervjuju na komercialni televiziji je predsednik vlade Golob celo sam potrdil, da informacije iz policije domnevno odtekajo. No pa poslušajmo, kako je bilo to videti. Verjamem, da se je počutila, da namesto, da bi bila varovana, je bila nadzorovana, informacije so pa potem odtekale, ne nazadnje verjetno tudi v te kriminalne združbe. To je nedopustno. Govori seveda o tožilki Mateji Gončin, ki se ni strinjala s tistim varovanjem, ki ga je predpisala, določila policija. To se pravi, kaj se dogaja v vrhu države? Se tudi predsednik vlade je zamenjal te, ki so ga varovali. Mislim, da je on tole izjavo nadaljeval v smislu, da on to že 2 leti ve, da je on že pred 2 leti vedel, da se na policijo ne more zanesti. Ja. Ne? Ampak zdaj, če bi to rekel nek opozicijski politik, ne? Če bi to rekel nek javni intelektualec in se takole pritoževal čez policijo na najbolj gledanem mediju, bi bilo to nekje razumljivo. Ne? Ampak predsednik vlade je pa zato, da bi v 2 letih ta problem rešil. Predsednik vlade bi mogel pa zavihati rokave in vzpostaviti razmere, kjer se mu potem, ko je on 2 leti predsednik vlade, ko je oseba, ki je on predlagal za notranji minister, potem, ko je, ne vem, 2 leti direktor policije, kdor pač je, po 2 letih pa ni čas in prostor za take izjave. Ne? Njegova naloga je, da to reši, ne pa da jamra. No in seveda on naj bi domnevno vplival na policijo, zato ga je preiskovala ta teden tudi KPK, Komisija za preprečevanje korupcije. In ko je prišel iz tega zaslišanja, sta on in pa seveda gospa Bobnar dala tili 2 izjavi. Danes se moram zagovarjati pred KPK izključno zaradi tega, ker sem se zavzemal za depolitizacijo policije, kar smo napovedali tudi že v predvolilnem programu in ker smo hoteli, da se ukrepi prejšnje vlade, ki si je hotela podrediti policijo, celoti razveljavijo. Jaz seveda vztrajam na svojih besedah in na tem, kako sem utemeljevala sum nepravilnosti in neustreznega ravnanja. Torej, kaj je to? Ta depolitizacija je vodila v novo politizacijo, pravzaprav, ne? Tukaj se mi zdi, da sta 2 stvari. Ne? Najprej obrobna in to je, ali je korupcija, če predsednik vlade nekemu ministru naroči, ti boš pa to naredil in če boš priden, boš nekako nagrajen in če ne boš priden, te bom pa zamenjal. To je bila obljuba nagrade. Obljuba nagrade. Zdaj, odkrito rečeno, meni se to ne zdi korupcija. Meni se zdi to pač normalen način, kako se v politiki stvari delajo. Ne? Tisto, kar pa je problematično, ne, je pa, kaj je bilo naročilo, ne? Kaj je predsednik vlade pričakoval. In zdaj govori o depolitizaciji, govorilo se je o čiščenju janšistov. Ne? In to pa seveda pomeni, da ne gre za depolitizacijo policije, ampak da gre za podreditev policije tele oblasti. Policija je razmeroma pluralno sestavljena, so v njej simpatizeri, si predstavljam, tihi, ker se ne smejo izpostavljati te ali one opcije. In če nekdo za nek javni aparat, ne, reče, zdaj moramo pa odstraniti iz tega aparata neko skupino ljudi, ki so recimo janšisti, ne, ali pa so bili v nekem drugem sistemu, v nekem drugem času, so morali ljudje zapustiti policijo, uradništvo, univerze in tako naprej, potem je pa to nekaj drugega. Ne. In višek cinizma je pa potem to imenovati depolitizacija.
Ne. Tukaj gre za cel kup nekih dogodkov v državi, ki kažejo na ambicijo te oblasti, da si popolnoma, povsem podredi vse sisteme, medijske z enimi vzvodi, komercialne televizije z drugimi vzvodi, javno televizijo oziroma javne medije, da si podredi represivni aparat, da si podredi oziroma da vpliva, zvija roko gospodarstvu, kar ima za potem tudi, da si podredi potem te kvazi nadzorne inštitucije, kot je Računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije in tako naprej, kar ima za posledico to, da v sistemu ne deluje več oziroma da v državi ne deluje več ta sistem checks and balances, se pravi ravnovesij in medsebojnega nadzora posameznih vej oblasti. In taka država potem degenerira v nekaj takega, kar se zgražamo, da imajo v Srbiji ali pa da imajo v Rusiji, ali pa smo mi imeli v prejšnjem sistemu, kjer je oblast trojedina in je njena samovolja, kako bi rekel, neovirana. In v to smer gremo. Ja. To je nedopustno, da zdaj naslednja vlada pravzaprav bo spet depolitizirala policijo, bo rekla, da bomo pa depolitizirali in bomo depolitizirali to na način, da bomo pa Golobove kadre odstranili. In kam pridemo? Ne? Ampak gledajte, ene depolitizacije pa mi nismo v tem demokratičnem procesu naredili, to je lustracija. Ne? Če bi mi na začetku ob osamosvojitvi naredili tako imenovano depolitizacijo, ki je v osnovi lustracija, potem najbrž ne bi imeli vseh teh problemov. O tem je zdaj prepozno govoriti, ure ne moramo zavrteti nazaj. Imate pa prav, da so pravzaprav čisto vsi ljudje ostali natančno tam v hierarhiji, kamor jih je postavila komunistična partija, in so v tej hierarhiji jemali v službo svoje naslednike, pisali priporočila za napredovanja in tako naprej. Skratka, mi smo povsem ohranili recimo hierarhije ali pa elite iz prejšnjega sistema, ki jih je pa postavila partija glede na poslušnost, in niso prišli ljudje na ta mesta zaradi svoje sposobnosti. No in na novo ministrsko mesto prihaja tudi gospa Ksenija Klampfer. Ona je bila prej znana je bolj po tem, da je prepovedala koncert Marka Perkoviča Thompsona v Mariboru, ko je bila še na čelu upravne enote tam. Sicer pa je bila zdaj sekretarka, generalna sekretarka na Ministrstvu za digitalno preobrazbo. Zdaj prihaja na mesto Stojmenove Duh. Povejte nam, vi ste strokovnjak za to digitalno, pa kakšen je naš načrt digitalizacije? A vi veste, recimo vi ste z tega področja. Jaz še zdaj ne vem, razen tistih tisočev računalnikov, ki se valjajo po Logatcu, kaj delamo mi na tem področju? No, to, da je prepovedala Thompsonov koncert, jo prav gotovo kvalificira za ministrico v očeh te vlade. V tej vladi je pomembno, da si naš oziroma da imaš neko trdno politično prepričanje, izključno ljudje z nekim zelo trdim stališčem proti Janezu Janši ali pa proti desnici so na položajih. Zdaj, Ministrstvo za digitalno preobrazbo ni ministrstvo, ki bi ga države običajno imele, ki bi bilo potrebno, ki bi bilo nujno, tako kot je, ne vem, notranje, zunanje, finančno, konec koncev zdravstveno, šolstvo in tako naprej. To je ministrstvo, s katerim neka vlada želi dati nek impuls, dati nek zagon nekemu področju, za katerega smatra, da je prioritetno. To ministrstvo je v bistvu vzpostavila prejšnja Janševa vlada, Golobova jo ni ukinila. In glede na to, da odkrito rečeno, to ministrstvo nekega pravega dela nima. Če tega ministrstva ne bi bilo, bi podobne naloge v delu javne uprave, torej informatizacija javne uprave, ministrstvo za javno upravo upravilo, kar se tiče informatizacije šolstva, zato bi skrbilo šolstvo, kar se znanosti tiče, bi bilo na znanosti, kar se infrastrukture tiče, bi bilo na direktoratu za informacijsko družbo ali nekaj takega. Da se brez tega.
Če imaš to ministrstvo, ga imaš kot rečeno zato, da nekaj komuniciraš, da se stvari v neko smer odvijajo in jaz bi si predstavljal, daš neko osebo, ki zna to komunicirati, ki to pooseblja, ki ima tukaj neko znanje, ki ima tukaj neko modernost s tem v zvezi. Zdaj, gospa Stojmenova, vsaj nekaj od tega je imela, ona je bila le strokovnjak na tem področju. Medtem ko nova ministrica je pač, lahko bi jo dali tudi na ministrstvo za zdravje ali pa za javno upravo ali pa za, ne vem, gospodarstvo. Nekako so ministersko mesto zapolnili in se bojim, da bo od tega ministrstva še manjša korist, kot je bila. Doslej, pa tudi doslej, je nekoliko žalostno, da se ga spomnimo samo po teh računalnikih. A veste, tudi zato, ker so se službe, ki se s tem ukvarjajo po ostalih ministrstvih, selile na novo ministrstvo, je zadeva morda bolj stala, kot bi sicer. Smo dosegli manj, kot bi, če se tega sploh ne bi dotikali. No, seveda pa se vlada uspešno dotika področja zdravstva, seveda v negativni smeri. Zdaj so izumili prenovo obračunskih sistemov za družinske zdravnike. In ta zdaj že buri duhove, gre seveda za tisto glavarino, koliko mora nek zdravnik obravnavati pacientov, koliko bo plačan, kaj zdaj to pomeni. No in poglejmo izjavo zdravnika Baša. Bodo morale vse šolske in predšolske ambulante, odvisno od opredeljenega števila oziroma starostne strukture pacientov, dodatno opredeliti 10 do 30% več otrok. Bo v bistvu sedaj ta sistem pomenil manj časa za pacienta. Torej, kaj delamo mi na področju zdravstva? To je res neka zagonetka. Kdo je tu zadaj? Ali te ljudje ne hodijo k zdravniku? Ali hodijo v Švico, pa jih ne zanima slovensko zdravstvo? Problem zdravstva je, da premalo ljudi pride do zdravnika. Oziroma, da imajo ljudje, se morajo postaviti v neko čakalno vrsto, da pridejo na vrsto. Kar pomeni, da zdravniki premalo pregledov, sprejemov, diagnoz in tako naprej naredijo. In tisto, s čimer bi se morala vlada ukvarjati, je, na kakšen način bi jih lahko naredili več. Zdaj, če vi samo dvignete eno normativo, eno številko na kosu papirja, pa rečete, opredeljenih boš imel zdaj, namesto da jih imaš, ne vem, 1000, jih boš imel 2000. Dan bo imel še vedno samo 24 ur, čakalnica bo imela še vedno samo toliko in toliko stolov, nič nisi naredil, da bi dejansko zdravniki lahko več naredili. Kako bi pa lahko več naredili? Tako, da bi vpregli v javni sistem oziroma v sistem, ki ga krije javna zavarovalnica, za katero vsi plačujemo, več zdravnikov, da bi greš kamorkoli, kateremukoli privatniku, ti zavarovalnica to zadevo povrne. Marsikakšen privatnik je boljše organiziran, kot so organizirani v javnem zavodu. V času, v 8 urah, 24 urah pregledajo, podelajo več pacientov. Skratka, problem je na nivoju ponudbe, kako olajšati zdravnikom, da bi lahko več ljudi pogledali, tako, kako bi rekel, z organizacijskimi prejemi, z ekonomskimi prejemi, s privatizacijo, z zmanjšanjem administriranja. Na ta način bi se nekaj naredilo. Če vi dvignete samo številko, koliko moraš narediti na enega zdravnika, nekega učinka zaradi tega ne bo. Bodo pa odkljukali, ker bo kar naenkrat veliko več ljudi imelo osebnega zdravnika. In veste, to dejansko je problem. Problem je ta, da če nimaš osebnega zdravnika, imaš težave priti v sistem. Škandal je, nekdo ne more do osebnega zdravnika, nekdo ne more v javni sistem, gre zasebno, plača. Plačuje ga pa tudi. Seveda plačuje javni sistem. Potem še enkrat plača, ko gre k zasebnemu. Če greš zasebno, ti napiše samo tako imenovan bel recept. Skratka, nekdo ugotovi, da nekdo, ki je zavarovan pri zavarovalnici, potrebuje neko zdravilo, ampak ker je ta oseba, ki to ugotovi, zasebnik, ker nima koncesije, moram jaz ne samo, da sem plačal zdravnika, k kateremu sem šel, ampak moram še zdravilo iz svojega žepa plačati. Pričemer vsak mesec plačujemo javni sektor. Pričemer
ljudje naj pogledajo svoje plačne liste in bodo videli, da gre ena ogromna številka vsak mesec za zdravstveno zavarovanje. In vlada bi se morala ukvarjati, kot rečeno, s tem, kako poskrbeti, da bo sistem več naredil, da bo opravil več pregledov, sprejemal diagnoz, operacij itd. In vprašati sistem, kaj pa vi rabite, da boste lahko več naredili. Ne? In kot rečeno, so tukaj stvari, ki se tičejo te famozne razmejitve med javnim in zasebnim, ker bi bilo treba zasebnike upreči v javni sistem. Sem pa prepričan, da tudi na nivoju organizacije, birokracije, nagrajevanja po delu so velike rezerve. Ja. No, seveda, zdaj prihaja obdobje teh 30-35 let v tej slovenski novi zgodovini, in razna proslavljanja, pa še novo leto bo. Torej, zgodila se je proslava o 35-letnici od akcije Sever v Cankarjevem domu. Takole se je udeležil tudi nekdanji predsednik Milan Kučan, sedanja predsednica Nataša Pirc Musar, pa tudi Bobnarjeva. Zdaj, pravzaprav je tule bilo veliko pomislekov, kaj se je v bistvu zares dogajalo takrat 1. decembra 1989, zato ker zdaj Nataša Pirc Musar, ki je tu govorila, je pripisala vse zasluge za to akcijo Sever. Gre za to, da bi takrat iz Srbije prišli neki protestniki tej policijskim enotam, to zdaj praznujemo uradno. Ampak seveda bilo je pa tudi veliko komentarjev in v zgodovini to je. Zdaj, če pogledamo, kako je bilo 1. decembra 1989, ne? Takrat pa, to je pa zdaj avtentičen posnetek od takrat, pač neka skupina, srbsko gibanje Božur so se imenovali, so želeli priti v Slovenijo in seveda se je takrat še partijska oblast prestrašila in ta, ki pa je zares preprečil, tako pa pravijo zgodovinski viri, tudi gospod Omerza je napisal knjigo o tem, je bil pa seveda gospod Kmetič Slavko, ki je skupaj s sindikatom strojevodi preprečil, da bi z vlaki prišli v Ljubljano. Zdaj, kako je možno, da mi praktično potvarjamo popolnoma vse dogodke, ne tiste iz leta 45, 46 po koncu druge vojne, ampak celo te osamosvojitvene dogodke. Čemu smo zdaj priča? Priča smo stari modrosti, da zgodovino pišejo zmagovalci in ta pol, ki si je organiziral tole proslavo, je zadnje čase vedno bolj zmagovalec oziroma vedno več moči vzvodov, besede v tej državi ima. Vedno tišja je pravzaprav opozicija, vedno tišja je pomladna stran. Jaz se teh dogodkov spomnim, ker sem bil ravno v tistih letih, ko sem začel spremljati, kaj se politično dogaja. In drži, tukaj so železničarji opravili tisto ključno nalogo, da enostavno vlaki niso vozili. Verjetno je bilo tudi nekaj strahu ali pa negotovosti v slovenskem partijskem vodstvu, v smislu, mogoče jih pa srbsko vodstvo želi slovensko vodstvo zamenjati in so ti tovariši, kako bi rekel, zelo pazljivo pazili malo na svojo kožo, pa računali, komu bi se pridružili, ali je bolj koristno oziroma je preživetvena verjetnost večja, če potegnejo z Beogradom, ali je večja, če potegnejo za osamosvojitvijo. Na koncu se je to potem priveslo na to stran. Mislim, da je še celo tovariš Ertl dobil neko odlikovanje za to. Ja. Mi smo verjetno edina postkomunistična država, ki je odlikovala nekdanjega šefa tajne policije. Torej, to je neverjetno. Gre pa to vse v nek scenarij, v nek tok dogodkov, ki gredo v smeri pravzaprav odkrite restauracije oziroma rehabilitacije prejšnjega sistema. No, ampak tudi, če pogledamo Milana Kučana, on je pred osamosvojitvijo tudi govoril, da recimo osamosvojitev ni njegova intimna opcija, niti država Slovenija, ampak potem še leta 2015 na nek božični intervju na nacionalnem radiju je dejal takole, je rekel, navajam, očitajo mi, da sem bil proti odcepitvi, še danes sem
Pika, konec navedka. To se pravi, še leta 2015, zdaj nekdo, ki je bil predsednik te republike, še leta 2015 reče, da je bil pravzaprav proti tej republiki, ima vse bonitete in potem se pojavi na proslavi tega tipa, osamosvojitvenega. Zdaj, mogoče je hotel poudariti, da je bil proti odcepitvi, da je pa bil za razdružitev ali neko drugo besedo, skratka uporabljajo, ki naj bi bila pravno bistveno boljša. No. Moj občutek je, da je partijo je takrat zanimala ohranitev oblasti. In jih je zanimalo, v katerem scenariju je bolj verjetno, da bodo oblast ohranili. Če se povežejo z Beogradom in tvegajo v bistvu romunski scenarij, oziroma scenarij Čaušeska, ali pa če se na nek način pridružijo osamosvojitvi. Nekdo je slikovito rekel, ne, da je bil Milan Kučan pomembna oseba na tem osamosvojiteljskem vlaku, da je bil zavora in seveda vsak vlak mora imeti tudi zavoro, drugače zadeva ne funkcionira. In to jim je pravzaprav dobro uspelo. Ne. V nekem trenutku, to tudi Rupel piše, pravi, je Kučan stopil na to stran, je vlekel poteze, ki so bile za osamosvojitev potrebne. Kaj je bil pa motiv? Ne? Si pa lahko razlagamo tudi iz takih izjav, kaj je bila intimna opcija in kaj ni bila intimna opcija. Ampak recimo, en teden nazaj smo gledali posnetek, pa bom ga še enkrat pokazala. V Sloveniji je zasedala trilateralna komisija, to je neki elitni posamezniki, pomembni iz gospodarstva, in takrat še nisem videla tegale posnetka, zdaj sem ga pa vzela iz neke Facebook objave nekega novinarskega kolega. To se pravi, zdaj če pogledamo, praktično je gospod Lukšič, to je bolj stran levice, Milan Kučan, ne vem, ravno tako bi ga lahko opredelili na levico ali ne, ali koncu na desnico, ker trilateralno komisijo je ustanovil Rockefeller in imenujejo jo tudi, seveda, tisti, ki pristajajo na teorije zarot, svetovna vlada v senci. Zdaj, a imamo mi, kaj so zdaj ti naši politiki? So oni levica, so elita, se sprenevedajo, bi sedeli radi na vseh stolih, da ko je treba govoriti, so levica, pa so na prvomajskem pikniku, ne tako kot gospod Janković, potem, če je pa treba v nek elitni krožek, so pa takoj zraven. Tudi jaz sem bil na tem sestanku, sem bil povabljen tudi na en panel, bil je tudi Janez Janša, bila je tudi ena evropska poslanka iz SDS-a. Skratka, je bilo kar nekaj ljudi iz vseh strani, bil je Anže Logar, Matej Avbelj, poleg, kot bi rekli, usual suspects. Ne. Pač tukaj trilaterala je poskušala narediti nekaj, kar v Sloveniji razmeroma redko. Skratka, neko platformo, nek forum, kjer se le srečajo, bom rekel, različni poli, kjer le različni poli spregovorijo, govorijo. Imam občutek, no, da zadeva je vseeno nekako visela v neko to bolj woke, progresivno stvar. So bili pa glasovi, ki so povedali pa neko bolj ali manj sramežljivo neko drugo zgodbo. Ja, nekako občutek je bil anybody who is somebody, se pravi kdorkoli, ki je karkoli, je bil tam. Mislim, da ni nič narobe, če je bil povabljen tudi Milan Kučan, ker ideja pa je, veste, da ti ljudje povabijo ljudi, ki imajo vpliv, ki so vplivni, ki so močni. Zato, da tam poslušajo različne ideje, se kaj naučijo, kaj slišijo in potem morda svoje politike oziroma svoje nitke v boljšo smer peljajo. Jaz mislim, da edini spodrsljaj tam je bila izbira uvodne govorke. Ne. Sicer je bil pa to dober, zanimiv dogodek. No. Tako da zdaj pa, kar se pa tiče tega, kar ste vprašali, ne, o tem, kako tovariši zelo radi postanejo gospodje, če imajo za to priložnost. Mislim, da se od takrat, ko je Milovan Đilas napisal knjigo Novi razred, ni čisto nič spremenilo. On je bil en tak komunist po srcu in je z grenkobo spremljal, kako so pravzaprav tiste komuniste po srcu
dali v Jugoslaviji na stranski tir, nekatere tudi na Goli otok in kako je pozicije zasedal nek novi razred, za katerega pravi, ne, da je imel vse mogoče najslabše lastnosti, ki si jih lahko najdemo. Skratka, zanimalo jih je vpliv, zanimalo jih je oblast, zanimalo jih je denar. In to pravzaprav še vedno funkcionira. Ne? Od Tita naprej, spomnimo se njegovih Mercedesov, cigar, kako se je on dobro počutil ob bogatih in slavnih hollywoodskih igralcih, kako se je dobro počutil ob angleški kraljici. Ne? No, pa glejte, vprašanje, ki tu nastane za nas navadne državljane, ne? Glejte, je to, ne? Zdaj seveda, mi si bomo čez en mesec, ko bo spet obletnica Dražgoške bitke, lahko ogledali vozni park tega novega razreda na Dražgošah, ne? Ampak potem tam bo spet veliko sporov, veliko prepirov. Kako je mogoče, da mi potem v realnem življenju, ki smo mu priča navadni državljani, ne pripeljamo te skupne politike, tega pogovarjanja, tega dialoga? Je to namenoma, da se na zunaj politiki kregajo, v bistvu pa nekje se pa srečajo na nekem dogodku in se lepo pogovarjajo? Kako vi gledate na to? Ne, normalno bi bilo, da bi bili taki dogodki, da bi se pogovarjali, da bi ljudje različnih mnenj med seboj debatirali, ampak to izginja, ne? Na teh platformah, ki so večinske, ki so mainstream, torej glavni dominantni mediji, to izginja zato, ker so v rokah recimo levice, progresivnih woke sil in se soočenja z drugače mislečimi pravzaprav bojijo, ker samo, če je njihova beseda edina, njihovi argumenti nekako stojijo oziroma pijejo vodo. Torej, ta sprtost njim v bistvu koristi? Njim koristi delitev, ne? Njim koristi to, da delijo Slovenijo na dva pola. Na zunaj, ne? Pa ne, tudi bom rekel nekega velikega objemanja prijateljstva tukaj. Nisem opazil, da bi se Kučan pa Janša tukaj objela, ali tudi se ne spomniti, da bi kakšno besedo spregovorila, ne? Ampak se mi zdi fino, jaz sem bil pravzaprav vesel, da sta bila oba na istem dogodku in da je Kučan poslušal, kaj je Janša povedal. Pa tudi mi bi bili veseli, če bi bilo to javno, da ni ves čas neko prepiranje. Je bilo pa v zaprtem krogu, a veste, ravno zato, ker se je pa lažje pogovarjati. Ker če bi bilo to odprto, potem bi nekdo prišel, bi bila neka dolga izjava, nekaj bi vmes izrezali in potem bi okrog tega nastali škandali, kar za neko razpravo po moje ni. Torej, vi ste tam bili. Koristno. Kaj ste vi tam spoznali? Ste odnesli kakšno novo misel? Odnesel sem misel, da imamo še dolgo pot za prehoditi, oziroma da bi še veliko takih srečanj moralo biti, da bi, kako bi rekel, nekaj zdrave pameti ubili tistim, ki nam običajno pametujejo, kaj in kako in v katero smer bi se moral ta svet vrteti. No, zdaj kako tovariši postanejo gospodje in so radi tudi gospodje oziroma tovarišice, je pokazala tudi ministrica Asta Vrečko, ki sicer iz stranke Levica. Na telem srečanju je bila v Londonu, na srečanju kapitalistične britansko-slovenske gospodarske zbornice. V pričo nje je novinarska kolegica Nina Kodžima, ki jo je seveda potem na svojem Facebook profilu, odkudar sem tudi vzela tole sliko, takole vprašala, ne, dejala je, sem na sinočni gala v Londonu vprašala Asto Vrečko, kako to, da se kot predstavnica Levice udeležuje prireditve, kjer je osrednje načelo povezovanje kapitala in kapitalskih storitev, neoliberalizem, skratka vse, kar je v nasprotju s komunizmom, ne, ki ga seveda Asta Vrečko potem glasno doma zagovarja. Ne? Kje so tu etika, pripadnost stranki, politična drža, načelnost in tako naprej. Spoštovani volivci, kaj se dogaja? Prodane duše, koliko vas je? Zdaj, to je bil citat Nine Kodžima. Kaj se dogaja? Nisem opazil, da bi prišel tudi odgovor. Je pa poslovni ali pa politični model Levice že dolgo časa ta, da govori tako, da se priklanja revnim delavskemu razredu, kolikor ga je še,
različnim organiziranim družbenim skupinam, tudi proračunska sredstva namenja tja oziroma kupuje glasove tam. Hkrati pa skrbijo za neko peščico najbogatejših oziroma za nek kapitalski vrh, ki potrebuje seveda usluge države, da lahko funkcionira, in strašno jim seveda godi, če so lahko na neki taki prireditvi, ne pa recimo v nekih blatnih škornjah na Čebinah ali pa kje drugje. Se mi pa zdi oziroma me veseli, da se pa ta politični model levice počasi sesuva oziroma da so volivci v marsikakšni državi ugotovili, da tako imenovane leve stranke pravzaprav niso zagovornik interesov, če rečem, malega človeka, kaj šele srednjega razreda. V ZDA se je na zadnjih volitvah zgodilo pravzaprav to, da je izpadlo, da so demokrati, stranka elite, da so stranka bogatih, da so stranka bogatih meščanov oziroma teh, ki živijo v razmeroma dragih hišah na obrobjih mest. In sami živijo, če pogledamo zakonca Obama, kje vse živita, kaj vse imata. Tudi to. In da so tako imenovani desničari, republikanci, ki so bili nekoč kao stranka kapitala in neoliberalizma in ne vem česa še vse, tista stranka, v katerih običajni ljudje, navadni ljudje, delavni ljudje, tisti, ki živijo od svojega dela, pa naj bodo to kmetje, naj bodo delavci, naj bodo mali podjetniki, na katere se torej vidijo svoje interese, da jih bodo republikanci boljše zagovarjali. Do takega premika je v Ameriki lahko prišlo, ker medijski prostor vendarle ni popolnoma zaprt v eno smer, v eno zgodbo. Tam je le Fox News, ki je ena od velikih televizij, ki govori drugače kot ostale 3-4 velike nas pa rešuje Facebook, neočitno. Nas pa rešuje, torej, veste, to na Facebooku je imelo 0,01% toliko vpliva, kot ga je imela neka novica na TV dnevniku Televizije Slovenije ali pa Pop TV-ja. In dokler ni nekega medijskega ravnotežja, dokler ni neke medijske možnosti, da nekako obe zgodbi dobita enako prostora, enako možnosti, toliko časa bodo lahko še, kako bi rekel temu, povzpetniki, malomeščani, tisti, ki si želijo pravzaprav na plečih delavcev priti na take elitne dogodke, te delavce farbali. Dobro, in zdaj seveda neka dvojna merila so prišla do izraza tudi ob obisku Marte Kos v Kijevu, ko je začela to svojo funkcijo. Ona je prišla v Kijev seveda in takole je rekla, da je počaščena, da je lahko v Ukrajini s tem prvim dnem svojega mandata kot evropska komisarka za širitev in pomoč Ukrajini in da lahko Ukrajina računa na neomajno podporo, tudi močno moralno podporo na poti k svobodi, miru in pa evropski prihodnosti Ukrajine. Zdaj, zakaj je to pomembno in zakaj kaže na dvojna merila naše komisarke? Namreč ona pa je, zdaj pa imamo še eno fotografijo, ko je bil pa Janez Janša v Ukrajini. Takrat, ko je bil pa Janez Janša med prvimi v Ukrajini, je pa prav ta ista Marta Kos. Je Marta Kos javno spraševala, kaj se je naš predsednik vlade v Kijevu pogovarjal, kaj je obljubil, kaj so bila glavna sporočila, a to naj bi bil tajni obisk, pa polno toliko fotografije iz tega tajnega obiska. Tudi njen obisk mimogrede bil tajen, pa je bil v vseh medijih. Mislim, da je ni sram. Kje imajo te ljudje obraz? Kako lahko nekdo, ki je tole trobezljal, zdaj pa isto pove nekaj let kasneje, 2 leti kasneje? Pa s čim imamo mi opravka? Kdo so ti naši sodržavljani? Ona sicer ve, ampak dobro. Glejte, v politiki imate ljudi, ki vodijo in ljudi, ki sledijo. In na tele sliki so tisti, ki so vodili. Po zaslugi tehle mož, torej Janše, Poljakov, mislim, da je bil češki predsednik vlade, ti so v nekem odločilnem trenutku
prisilili evropsko politiko v zelo odločno podporo Ukrajini. Ne vemo, v katero smer bi se stvari odvijale, če tega obiska ne bi bilo. In potem imate seveda politike, ki sledijo, ne, in ki se obračajo po vetru in ki pač vsakič posebej povedo tisto in imajo tisto stališče, ki jim trenutno ustreza. Gospa Kos izvaja politiko komisije, ki je zdaj taka, da podpira Ukrajino. Povedala je tisto, kar Evropska komisija oziroma evropska politika od nje pričakuje. Takrat, ko ni imela te funkcije, je povedala to, kar ona osebno misli. Koliko bo ona, rekel, v tej konstelaciji na eni strani opis del in nalog, tvoje naloge so take in take, na drugi strani intimno prepričanje, koliko bo naredila, bomo videli. Verjetno bi nekdo, ki bi bil s srcem pri stvari, ki bi bil pošten, ki bi bil s srcem na Zahodu, ne, ki bi bil s srcem, ki se mu ne bi zdelo problematično, mislim, da je izjavila, da jo skrbi, da se Slovenija od Rusije oblača k Ameriki, oziroma od nekega ravnotežja med Rusijo in Ameriko se obrača k Ameriki. Ne. To je, bom rekel, za neko državo, ki je članica NATO, za katero je povsem jasno, v katerem taboru je, s kom smo skupaj, s kom smo bolj prijatelji, po kom bi se radi zgledovali, nezaslišana izjava. Ne. Ampak, kako rekel, nek profesionalen, pač profesionalen, ja, uradnik pač pelje po tistem tiru, kot mu naročijo, in jaz mislim, da bo gospa Kos pač peljala tako, kot ji bodo v Bruslju naročili, verjetno brez nekega velikega žara, in temu primerni bodo tudi rezultati. Ne. Ja. Žal. No, seveda je pa ta teden predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar obiskala Vatikan in se je srečala s papežem Frančiškom. In poglejte, tudi ona dva sta govorila kar na lepem, zdaj smo mi nek dejavnik o miru v Ukrajini, miru v Gazi. Kaj je pravzaprav naša predsednica počela tam? Zdaj bi pa jaz vprašala, ne, kaj je naša predsednica počela tam, ta isti stavki Marte Kos izpred 2 let, kaj je obljubila, kaj je papež obljubil, kaj so bila glavna sporočila. Jaz nisem čisto prepričana, da vem, kaj je zdaj, je bil to samo nek propagandni fotosession ali kako? No, najprej moram reči, da se mi zdi absolutno neškodljivo oziroma koristno, da se naša predsednica srečuje z papežem oziroma da sliši, kaj pa pravi katoliška cerkev, Vatikan in tako naprej. Prav gotovo pač korist, tudi v cerkvu je vedno prav oziroma koristno. Zdaj, zakaj natančno je šla tja, mi vsega ne vemo. Ena možnost je, da si pač pripravlja neke zveze, neke korake za neko svojo bodočo, kakšno mednarodno kariero ali kaj takega. Mogoče so v ozadju kakšni pogovori, kakšna posredovanja, mirovni, rekel, testiranje, kjer ja, bi si želel, da ima Slovenija tudi, oziroma predsednica slovenska tudi tukaj kakšno vlogo. Ampak spet mimo vlade, ne? Mogoče bomo kaj izvedeli, mogoče ne bomo, skratka ne vemo. Ne vemo vsega, tudi ne moramo si kar misliti, ja, tukaj pa neka velika zgodba in bo Nobelova nagrada na koncu sledila. Ne? To bi bilo pretirano, tako da se mi zdi tista prva teorija bolj verjetna. Kar se tiče soliranja mimo vlade, to je bolj odraz nesposobnosti te vlade, tudi kakšnih napačnih prioritet, signalov, ki prihajajo iz zunanjega ministrstva, za katerega imamo občutek, da se ukvarja samo še z Iranom, Palestino, Afriko, da je povsem pozabilo del katerega zavezništva mi smo, tako da jaz predsednici ne zamerim, da ob neaktivni, nesposobni, slabo vodeni vladi kakšno stvar naredi po svoje.
dokler ne dela škode. In tole se mi absolutno ne zdi škodljivo. No. No, ampak bi pa lahko predsednica Republike Slovenije naredila kakšno korist tudi v Sloveniji za rimsko-katoliško cerkev, ne? Zato sem tudi izbrala ta motiv, saj to v medijih ni bilo niti tako veliko poročano. Namreč gradnja garažne hiše na Plečnikovi tržnici, ne? Ta pa je problematična in ta se nadaljuje. In če bi predsednica vlade res želela pomagati katoliški cerkvi, bi lahko stopila do Zorana Jankovića, ki prihaja iz njenega zaledja, in ga mogoče prosila ali namignila, da mogoče pa naj vendarle še enkrat razmisli, ali bo Plečnikovo tržnico oskrunil s to garažo, napadal. Vi ste iz gradbene fakultete, nam lahko tudi malce komentirate, pa poslušamo najprej, kaj sta povedala nadškof Zore in pa arhitekt Skalar. Eno je, da je to v bistvu kar grob poseg v dediščino. Moramo se zavedati, da smo Plečnika pred kratkim šele uspeli dobiti na UNESCO, zaščito UNESCO. Potem je tukaj vidik tega, kaj je ta socialni prostor za mesto. Potem konceptualno zgrešeno je to z vidika ene sodobne prometne politike, torej, da privabljamo še več avtomobilov v center mesta. Mi se trudimo, da bi razogličili mesto. Ko se je delal Mesarski most, je prišlo do poškodb na Tromostovju, na tržnici. Ko se je na primer delala garažna hiša pod Kongresnim trgom, je prišlo do poškodb na Uršulinski cerkvi. Ne nasprotujemo prenovi tržnice, seveda ne. Smo pa skrajno zaskrbljeni zaradi načrtovane gradnje podzemne garaže, ki bi šla v globino tako globoko, kolikor gre stolnica v višino. Torej, Nataša Pirc-Musar, delo je doma v Ljubljani. Nedaleč stran od predsedniške palače, ni treba v Vatikan. To delo ni tako, kako bi rekel, mondeno kot Vatikan. Ukvarjati se z neko garažo ali pa ukvarjati se s svetovnimi ali pa ne vem kakšnimi problemi v Vatikanu. Je razlika. Tako da mogoče tole niti ne bi zameril, da se okrog tega ne oglaša, bi se pa lahko oglasila v zvezi s katero od tem, o kateri sva govorila na začetku te oddaje. V smislu pravne države, v smislu zaupanja v policijo, v smislu neke konsekventnosti vlade, oblasti. Tukaj bi lahko kaj rekla. Kar se tiče same garaže, jaz se strinjam z kolegom iz arhitekture, da to ni dober prostor. To ob vseh tehničnih pomislekih, ob vseh pomislekih, kaj lahko to pomeni za sosednje stavbe, to ni dober prostor za garažno hišo. Vi imate tam Miklošičev park, kjer bi lahko naredili garažo in je tudi, kako bi rekel, mečken stran od najožjega centra mesta, prometno lažje dostopna, več cest tam pride. Tlele imate dostop praktično iz Resleve, ki je sam zastoj že brez te garaže. Potem imate Hrvaški trg, ne tako daleč, tudi prostor za garažo. Imate še nekaj takih lokacij v centru mesta, konec koncev. Tule, kjer se bo gradil NUK, je neko parkirišče. Na tem mestu, če bi naredili spodaj 2-3 etaže garaž, bi tudi rešilo ta problem. Tako da tukaj jaz vidim, da gre župan iz nekega inata v to garažo, ker se že od začetka mandata trudi in ima civilne iniciative in v smislu spet tega, kaj nam pa morejo, seveda bomo naredili to garažo, tudi če je z vidika prometne ureditve, z vidika kulturno-varstvene zaščite, z vidika prekinitve nekega socialnega življenja, ki vendarle na tej tržnici deluje, ta garaža škodljiva. Ja, podobno kot kanal C0. Podobno kot C0, ki sva, mislim, da zanč govorila, mene še vedno, torej zakaj treba to kanalizacijo čez celo ob Savi peljati, namesto da bi tam naredila čistilno napravo v Medvodah, pa dali stvari v Savo. Ja. Dobro, lejte, in seveda je december, končuje se leto, končuje se pri nas fiskalno leto decembra, ponekod 31. avgusta, ampak mi imamo pač tako. In seveda zdaj spet ugotavljamo, da bo proračunska luknja velika, tako tudi opozarja fiskalni svet. In seveda, tako pišejo mediji, poročilo fiskalnega sveta za december se bere kot grozljivka. Le decembrski primanjkljaj proračuna naj bi znašal 1 milijardo evrov. Pa kaj je to? Mislim, se tem ljudem zmešalo.
Pa se so bili na nekih funkcijah, čeprav seveda gospod Boštjančič je v Adrii bolj slabo se izkazal. Ne? Kam gremo mi, kam drvimo? Ja, zapravljajo, kot da jutri nikoli ne bo prišel. Ne? In zelo verjetno je, da te vlade oziroma ti ljudje jutri ne bodo v politiki, ker imamo pač stranko za enkratno uporabo, ker imamo politike za enkratno uporabo, za en mandat in prav nič ne pazijo ne na svoj renome, ker ga čez 4 leta ne bodo potrebovali, ampak bo prišel nekdo drug. To je zelo drugače od neke stranke, ki ima željo ostati v političnem prostoru desetletja. In res, veste, mi imamo zdaj praktično polno zaposlenost, ne, kar pomeni, da ogromno ljudi vplačuje v proračun, da je izjemno malo stroškov z različnimi socialnimi transferji in da mi v teh razmerah nimamo izravnanega proračuna ali pa še celo nekaj malega presežka, je zaskrbljujoče. Tako da že vidimo, kaj bo tudi rešitev. Ne. Mi imamo do Evropske unije oziroma do tega v smislu fiskalnega pravila neka pravila. Ne. Sprostila so se ta pravila zaradi covida, ne. In pristop te vlade je, ne, zdaj lahko zapravljamo, dokler nam pravil spet ne zaprejo, ne, dajmo. Težava s tem zapravljanjem je, da se ljudje počasi navadijo, da je zelo težko nekomu znižati plačo ali pa zapreti kakšne pipice. Ne kaže, da bi se to lahko zgodilo in zato bodo morali povečati prihodke na davčni strani oziroma bodo morali na prihodkovni strani iskati izravnavo in se mi zdi, da se nam bo spet zgodilo najava davka na nepremičnine, ki je enkrat že bil na mizi, ki je enkrat že bil v zakonski proceduri in ki je bil v zakonski proceduri, tisti, ki se tega majčkeno boljše spomnimo, zato, da je država lahko rekla, ja, se mi imamo primanjkljaj zdajle, ne, velik primanjkljaj smo zapravljali, ampak nič skrbeti, ne, mi imamo zdaj ta zakon, kjer bomo z nepremičninsko zakonodajo dobili toliko in toliko denarja not in Evropska unija rekla v redu. Ne, pa je pa ta zakon padel, ne, ampak smo še vedno okrog prinesli Evropsko komisijo oziroma tiste fiskalne nadzornike, ki skrbijo za to, se mi držimo fiskalnih pravil ali ne. In jaz imam občutek, da zdaj le poskušajo drugič ta isti trik uporabiti. Upajmo, da ta davek na nepremičnine ne bo šel skozi, ker je globoko nemoralen oziroma globoko krivičen. Ne. Vi boste plačevali davek na nekaj, kar ste kupili in ste že vse davke za tisto stvar odvedli. In da bi bila zadeva bolj absurdna, nekdo, ki bo živel v gradu, od tega gradu ne bo plačal nič davka. Ker bo not živel. Ker bo tam kao prijavljen. Ne. Ja. Nekdo, ki ima pa 2 skromni stanovanji, bo pa za eno od teh 2 stanovanj plačeval pa davek. Ja. Ne. In upajmo, da nam za letošnji Silvester, ne, tako kot lani, gospod Boštjančič ne bo kupil kakšne nove stavbe iz proračunske rezerve, tako na hitrco 31. decembra. Ne, ja. To je pač ta pristop, ki ga je tudi Džilas opisal. Ne, je rekel, pač z denarjem delajo, kot da ni njihov. Ne. Sej ni. Ne. Obnašajo se, trošijo ga, kot da bi bil, ne, ampak skrbijo pa kot da je od nekoga drugega. Ne. Ja. No, seveda pa moramo končati z eno bolj žalostno, čeprav je veseli mesec, bolj žalostno temo. To pa so seveda odpuščanja v slovenski avtomobilski industriji. Namreč zdaj prihaja ta račun tega norega zelenega prehoda, ne, za vsako ceno. Zdaj prihaja v Slovenijo, ne, in čeprav je res, da v tujini, kolikor vem, decembra za Božič se ne deli odločb o odpuščanju, ne. Ampak dobro, mi smo poseben primer, kar se tega tiče. Pri nas delavci dobijo 120, 50, 200 v nekaterih teh avtomobilskih panogah. In kaj se dogaja? Kako bi mi lahko to preprečili? To je pa, kako bi rekel, potem posledica vsega tega, kar se dogaja na vseh drugih področjih. Ne. Predvsem posledica tega, da je slovensko gospodarsko okolje neprijazno do podjetnikov, da je neprijazno do kapitala, do kapitalistov, do investicij, da podjetniki bežijo
oziroma zapirajo proizvodnje v Sloveniji, jih izselijo kam drugam. Ne. To je, kako bi rekel, relativno Slovenija glede na okoliške države. Investicije na Madžarsko, na Hrvaško, na Poljsko, Estonijo in tako naprej prihajajo, ker je tam urejena država, kjer ni ne vem kakšne birokracije, kjer spore na sodišču razrešijo v nekaj mesecih, morda letu ali dveh, ne pa v koliko časa se Trenta vleče, 20 let. Ja. Ne? In še kakšna druga, tudi gospodarska zadeva se vleče 20 let ali pa več. Ne? Skratka, postajamo nezanimivi za to, da bi se pri nas kaj delalo. Ne? Ampak to je Slovenija vis-a-vis druge evropske države. Sem bil 14 dni nazaj na Kitajskem in tam je človeku jasno, zakaj se pa to dogaja. Ne? Zato, ker je polovica avtomobilov na cestah so krasni avtomobili, veliko njih električnih, za katere mi tukaj znamk sploh ne poznajo. Kitajska je začela delati avtomobile, je nehalo kupovati toliko evropskih avtomobilov, ne? Začela jih je izvažati v Evropo. Mi smo postavili pravila, kar se tiče elektrifikacije prometa, kar se tiče solarizacije energetike, taka, da so pravzaprav pišana na kožo Kitajcem, oziroma mi smo postavili neka pravila, Kitajci so to prebrali, pa rekli, aha, ne, bomo pa mi zdaj Evropejcem prodajali sončne panele in bomo prodajali električne avte. Ne. Mi smo si sami postavili, namesto da bi mi najprej usposobili svojo industrijo za ta prehod, ne, pa potem postavili pravila, smo postavili pravila, preden je industrija lahko odreagirala in ti dogodki so odmev tistih dogodkov, ki se dogajajo po Nemčiji, ko odpuščajo Volkswagen, Audi in podobne firme. In tukaj je naši podizvajalci vezani na tisto. Naši podizvajalci vezani na to. Ne. Tukaj kako bi rekel, v tej globalni igri treh gospodarstev, Združene države Amerike, Kitajska, Evropa, je Evropa daleč najslabša. Ne. Mi smo zdaj v zadnjih 10 letih recimo za ZDA bistveno zaostali. In vse, kar znajo v Bruslu narediti, je spomniti se kakšnih novih pravil, zaradi katerih bo evropskemu gospodarstvu še težje oziroma bo počasneje uvajal, no, o tem sem na trilaterali govoril, zaradi teh evropskih pravil bodo evropskemu gospodarstvu manj dostopna orodja umetne inteligence, ki bodo pa glavno orodje za povečanje produktivnosti povsod po svetu. In Američani in Kitajci bodo delali z boljšimi orodji, mi bomo delali pa na roke. In potem bomo pričakovali, da bomo imeli visoke plače in delovna mesta in da bomo konkurenčni in ne vem kaj še vse. Ne? Ampak to je zdaj, kako bi rekel, ta makroigra, ne? Ja. Ampak v tej znotraj evropski igri, ne? Tako kot Evropa zaostaja proti Združenim državam Amerike, Slovenija zaostaja proti Poljski, Češki, da ne govorimo v Nemčiji, Franciji in tako naprej. Ne? Tako da to skrbi in to za neko dolgoročno prosperiteto Slovenije ni dobro. Ne? Včeraj nekje se po internetu valal en zemljevid o kupni moči prestolnic evropskih držav. Ne? In imajo prebivalci Varšave, Zagreba, Sofije, Prage, Estonije, ne? Večjo kupno moč kot Ljubljančani. Da ne govorimo o Nemčiji, Franciji, Švici, Avstriji in tako naprej. Ne? In to je vse posledica tega, da v Sloveniji razmere za podjetništvo, za gospodarjenje, za delo, za pridnost niso dobri. Dobro, doktor Turk, ker smo pač meseca decembra, vsakega komentatorja, tudi prejšnjega, sem vprašala, kaj si vi želite za ta mesec december in za prihodnje leto? Treznosti, da bi se zavedli, kaj se dogaja okrog nas, kaj se dogaja v svetu, varnostno, kaj se dogaja tehnološko, da bi se zavedali tudi premikov, ki so se zgodili v Ameriki in da bi se na čim večjih, jaz ne verjamem v neko možnost neke velike revolucije, ampak da bi se na čim večjih točkah v družbi uveljavilo spoznanje, da mi z nekimi vrednotami, principi, organizacijami, javnim sektorjem, kot je bilo vse to zamišljeno v prejšnjem sistemu, da mi s tem nismo konkurenčni in da nam bo šlo čedalje slabše, če ne bomo česa spremenili. Iz vaših ust v Božje ušesa, doktor Turk, najlepša hvala za vaše komentarje. Hvala za povabilo. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bil Odmev tedna. Hvala za pozornost in nasvidenje.